Torej, že zdaj so tukaj v Izraelu prisotne nekatere skrbi in kritike. Jaki, kaj bi to lahko pomenilo za Abrahamove sporazume? Tukaj imamo Saudsko Arabijo, ki se pridružuje novemu obrambnemu paktu. Kaj bi to lahko pomenilo za Izrael? Torej, kar vidimo, je v bistvu nov Bližnji vzhod. Nekaj, kar ne tisto novo, kar je Izrael pričakoval po vseh vojnah, ki jih je vodil. In kar vidimo, je sestava, ki odgovarja na skrbi Združenih držav, ker Združene države niso mogle zaščititi Saudske Arabije. In vidimo, da si Saudska Arabija želi, ve, da je grožnja strani Irancev neposredna. Ne morejo popolnoma zaupati Američanom, da jih bodo zaščitili. Tako se stavljajo nekakšno os. In to je tudi odgovor Izraelcem in izraelskim strahovom. Še posebej, ko vidimo Turčijo, pa tudi Pakistan, vidijo izjemne sposobnosti Izraelcev. Obstaja velik strah pred Izraelom. In mislim, da je to tudi odgovor Izraelcem. Ampak konec koncev, jaz to vidim bolj kot gospodarski forum ali os, ne pa kot vojaško povezavo. In Ariel je že omenil, da so bili Savdici napadeni strani Hutijev, pa Pakistanci ali Turki niso storili ničesar glede tega. Ampak že razmišljajo o vseh mogočih poteh, gospodarskih poteh, ki bodo obšle ali premaknile stvari. In tudi Turčija o tem razmišlja. Sirija je tam, brez dvoma je tam tudi Saudska Arabija. Tako da si pravilno omenil nikoli širitev Abrahamovih sporazumov in to spodkopava, brez dvoma spodkopava Abrahamove sporazume, ker ko vidimo približevanje Saudske Arabije, tako Turčiji kot Pakistanu to nujno pomeni. Razlikovanje ali oddaljevanje od Izraela. Torej, Owen, na koga bi se morala Izrael zdaj osredotočiti? Če je Saudska Arabija morda izključena, so še vedno odnosi, ki jih lahko Izrael razvija. In ko pogledate, kako Saudska Arabija gradi vezi s Turčijo in Pakistanom, ali obstaja zavezništvo, ki ga lahko Izrael trenutno okrepi, da bi tako rekoč ustvaril protiutež? Izrael bi moral storiti vse, kar je mogoče, v vseh smereh na Bližnjem vzhodu, da bi gradil zavezništva in odnose nikoli. To je bil odgovor že od ustanovitve države Izrael in to je še vedno odgovor danes. Kjerkoli so vrata vsaj malo odprta, Izrael bi moral potrkati na ta vrata, ponuditi roko in poskušati vzpostaviti odnose. Združeni Arabski Emirati in Bahrajn sta očitna uspeha, kar se je izkazalo za resnično vzdržno skozi čas, tudi in predvsem med vojno v Iraku. Kar se tega tiče, poglej, očitno so v izjavi in v besedni zvezi napad na enega pomeni napad na vse prisotni odmevi NATO. Ampak poglej razlike. NATO je bil ustanovljen leta 1947 po drugi svetovni vojni z eno zelo močno državo, nastajajočo velesilo, Združenimi državami Amerike. In Evropo, ki je bila v bistvu uničena. Ni bilo sumničeno. In v celotni 80-letni zgodovini NATO na splošno ni bilo situacij, v katerih bi imele različne države temeljito različne interese prav na svojem področju delovanja, zaradi česar je NATO zavezništvo. Spet, če pogledamo skozi zgodovino NATO, lahko najdemo težave tu in tam in zagotovo v zadnjih letih. Vendar je skozi svojo zgodovino deloval, funkcioniral in bil uspešen. Tukaj imate 3 države s 3 zelo različnimi ambicijami, še posebej Saudska Arabija in Turčija. Vsaka se vidi kot regionalna sila. Neizogibno bodo prišle v konflikt na določenih področjih, še posebej na Bližnjem vzhodu, ki je pogosto poln nestabilnih območij. Mislim, kot je rekel Jaki, da gre za željo in izraz želje teh držav in drugih bi se jim lahko pridružile, da bi poskušale sodelovati pri reševanju razlik brez bojevanja prek posredniških sil. To bi lahko bilo dobro za mnoge ljudi, ki živijo v tej regiji, ne glede na to, ali je dobro za Izrael. Lahko bi bilo dobro v humanitarnem smislu, če bo delovalo za mnoge po vsej regiji. Toda ali obstajajo razlogi za sum, da to ne bo prestalo preizkusa časa? Preprosto zato, ker ima vsaka od teh držav svoje ambicije in cilje, ki nujno ne bodo usklajeni. Vsekakor je to nekaj, kar moramo še naprej spremljati tukaj na Bližnjem vzhodu. Owen Altman, Jaki Dajan, hvala. Najlepša hvala, da sta bila z nami v studiu i24 News.